Pozdravljeni v oddaji Ambienti. V tokratni oddaji vam bomo pokazali, kako je stilistka Valentina opremila vrt, balkon in teraso z vrtnim pohištvom. Ogledali si bomo prav posebno družinsko hišo v naselju Sveti Peter nad Dragonjo in izvedeli, kakšne subvencije Eko sklada so na voljo za celostno obnovo hiše. Petčlanska družina se je preselila iz urbanega okolja na podeželje, iz stanovanja s 53 kvadratnimi metri v prostorno 4-krat večjo hišo. Zgradili so jo na tako imenovani Hartmanovi mreži. Z bajaličarjem so jo postavili tako, da v njej ni negativnega sevanja. Nahajamo se na nadmorski višini 214 metrov v naselju Sveti Peter nad Dragonjo. Včasih je bilo to kmečko naselje, katerega prebivalstvo se je ukvarjalo izključno s pridelavo zgodnjih vrtnin, sadja in oljkarstvom. Danes pa je kmetijstvo zgolj dopolnilna dejavnost, saj je večina prebivalstva zaposlena spodaj, v obalnih mestih. Ogledali si bomo dom družine, ki se je sem preselila iz Lucije. Živite v zelo lepem kraju. Prej ste živeli v mestu, zdaj ste se preselili na podeželje. Kaj vas je prepričalo, da ste naredili to spremembo? V bistvu ravno to, ta narava, pogled, ki ga imamo, ki naj je v bistvu najbolj očaral. Iskala sva večje stanovanje in glede na to, da so bile cene takrat še kar visoke, si pač teh kvadratur nisva mogla privoščiti in sva odločila, da bova kar sama si hišo naredila in pač po svoji meri. Ja, ceneje se je prišlo v bistvu se zidati, kot pa kupiti v tistem času. Srečo sem imela, dobila sva lepo parcelo s pogledom, evo ga. Jaz sem se glih, ko sem jo videl, sem se vozil domov, kličem mojca pravi, nimamo kaj čakati. Pa sva šla v nakup in zidavo. Želela sta si več prostora, večje bivališče, zdaj sta dobila hišo res precej prostorno. Sta zadovoljna, koliko ima kvadratov? Zelo zadovoljna. 200 kvadratov, to je velik preskok. Mi dva s 3 otroci sva prej živela v 53 kvadratih, zdaj sva pa na 200. Za nas je to res privilegij, če lahko temu tako rečem. Tako da vse je splačalo. Pri zasnovi hiši sta se odločila za arhitektko iz Milana. Zakaj ravno ona? Poznavajo Michela Scherinci, majhen arhitekturni biro iz Miljana, Mikrostudio. Končala je glih fakulteto v Miljanu cum laude, se pravi, pa sva rekla, da je priložnost, so glih iskali neke nove posle in sva zelo zadovoljna, ker sva zahtevni stranki. Poleg tega je ta hiša postavljena na Hartmanovi mreži, to je spet, Mojca je bolj v ezoteričnih vodah. Gre za sevanje, zemeljsko sevanje, postavil je gospod Hartman, to je nek znanstvenik oziroma pač tale, ki je to preštudiral, te zemeljske sevalne, bomo rekli izohipse pa izomer, ne vem, kako se imenujejo več, v glavnem te neka polja? Polja, ja. No in mi smo z bajaličarjem določili, kje ta polja stojijo in potem smo hišo postavili tako, da ni nekih negativnih sevanj v sami hiši. Se pravi, še za vsak slučaj, še z bioenergetskega vidika smo jo uravnovesili s prostorom. Jaz temu najbolj ne verjamem, ampak glejte, bomo rekli, če ne veš, škoditi ne more. Mojca in Peter sta si najprej želela zelo moderno hišo z velikimi steklenimi površinami, vendar sta morala zaradi kulturno-varstvenih pogojev prilagoditi predvsem zunanji videz hiše. Tako je hiša zdaj na zunaj videti podobna starim istrskim hišam, pravzaprav je njihova sodobna različica. To je bil kompromis, ki sta ga morala sprejeti, zato pa je notranjost v primerjavi z zunanjo podobo veliko bolj sodobna. Bivalni del v pritličju s kuhinjo in dnevno sobo je zelo prostoren in popolnoma odprt. Okna v tem delu hiše gledajo na atrij in so zato lahko večja kot tista na severni strani hiše. Pridemo skozi vhod in imamo težka lesena istrska vrata, klasično narejena. Vstopimo v hodnik, ki je odprt, spravi v konus, spredaj imamo veliko okno. Na desni strani potem odprt tale predel, ko prideš v dnevno sobo, ki je največji prostor v hiši in s ponosom lahko rečem, da se vozimo s skirojem v bajti. Ker, mislim, to je za otroke pa za nas res, tukaj se dosti zadržujemo, ampak center hiše je pa kuhinja. Tam smo v bistvu začela sploh
celotno hišo. Celotna gradnja je bila, izhodišče je bilo kuhinja, oba sva želela imeti ta otoček kuhinjski, ne? Ja. In ob tem smo pol To kuhinjo smo tudi sami nekako, mislim, prav, to je zajtrkovalnica, to je prostor druženja, ognjišče, ki ga sicer mi dva nimava, ne, ampak je v stari istrski hiši bil zmeraj center druženja in dogajanja, tako se tudi, ko pride obiski, v glavnem smo tam, imamo tale pulti podaljšan za trkovalni del, ne, tam sedimo, tudi kosilo včasih jemo, s prijatelji smo tam. Prednje stene za nalašč širša, smo uporabljali širšo opeko, zaradi tega, da smo naredili iz okenskih polic sedaljne površine, tako da je zunanji in notri del povezan, kot premo okna, lahko sedimo bodi si zunaj, bodi si notri, proti kuhinji si podajamo ven, podajamo notri. In seveda stopnišče, ko pridemo notri, tale konus, ne, na hodniku je na levi strani, ampak na začetku naj bi v bistvu stopnišče bilo po predlogu tako na levo gor, kar pa si nismo želeli, ker to je naš intimni osebni prostor. Zato, kam greš zjutraj, ko se zbudiš, na zajtrk, ne. Se pravi, gre iz kuhinje stopnišče na levo gor, pa imamo tam tudi shrambo in pridemo v bistvu do vmesne postaje, to so pa garderoba in WC. Zgornja spalnica od sina je pa bila zdaj prvih nekih 5 let, kar živimo tlele notri, v glavnem igralnica. In sta si ta mala dva delila sobo. Ker pa seveda ta mali odrašča in se je zdaj že počasi odločil, da bo imel svoj prostor, je to vse tako skupaj narejeno, da pride predeljna stena lahko narejena, pa ima tudi on svoj intimen in zaseben prostor. In na to seveda sledita spalnici od punc, imata še dodatno, bomo rekli, zahtevne, kar se tiče vsaj garderobnih kapacitet, ne, to imajo ženske zmer premalo, čeprav naj ne bi bilo omar v hiši, smo morali potem vseeno povečati malo garderobe. Najina spalnica je pa v bistvu za malenkost večja kot otroška, ima pa tale zasebni prostor, to je prehod iz spalnice direktno v najino osebno kopalnico. Glede na to, da smo to steno mogli ometati, pa je malo tako dolgočasno bela, ne, smo rekli, bomo izživeli to svojo kreativnost malo na njej in to sta pol Pero pa Živa naredila. Vprašanje je bilo, s čim to pobarvati, da ne bi se razpacalo in karkoli. Pa je pol Živa dobila idejo, ki je nekje videla, da so včasih tudi s kavo slikali umetniki, ne? Ja, točno akvareli. Akvareli so nastajali s kavo. Zelo lepa ideja. Jaz sem potem naskiciral to in ona je povlekla. Živa pa pobarvala s čopičem. Na lojtri. Pa je kar dobro izpadlo. Zjutraj sva enostavno skuhala kavo, tisto, kar je ostalo, sem dala v kozarček, čopič, pa sam vlekla črte, to je bilo to. In drži. Drži se bo, do naslednjega pleskanja. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you, yeah. V nadaljevanju vam bomo predstavili dober primer celostne obnove hiše in oazo dobrega počutja v udobju vrtnega pohištva. Želite svoji hiši nadeti nov videz in urediti sodobno notranjost, obenem pa jo energetsko prinoviti in tako privarčevati pri stroških ogrevanja. Želite zagotoviti zdrave bivalne razmere in pridobiti nepovratna sredstva ekosklada? V nadaljevanju vam bomo prikazali dober primer celostne obnove hiše. Vsa zgodba se je začela, ker se z investitorji poznamo že iz mladosti. Seveda, jaz kot arhitekt sem bil naprošen, da prijem najprej objekt pogledati, kaj se da iz njega narediti. In na podlagi teh prvih pogovorov smo potem nadgrajevali in končno zasnovali ta objekt.
Sam objekt je bil zgrajen v letih 1936 do 1938, takrat je bil zaključen. Že v štartu je bil zasnovan kot dvostanovanjski, se pravi v 2 etažah. Neka delna prenova je bila narejena v 80-ih letih, takrat so bila zamenjana okna in pa izvedena toplotna izolacija. Takrat se je to delalo z kombi ploščami in potem ometom iz teranove. Končna ta prenova, o kateri pa danes govorimo, je bila pa narejena med letoma, se pravi v letih 2011 in 2012. Že v štartu, ko smo z investitorji se začeli pogovarjati o obnovi, smo imeli skozi v mislih nepovratna sredstva ekosklada. To je pomenilo, da smo k obnovi pristopili celostno z vsemi potrebnimi ukrepi. Prvo je bil dodatna toplotna izolacija fasadnega ovoja, se pravi na obstoječe kombi plošče debeline 5 cm smo dodali še 16 cm ekspandiranega polistirena. Kompletno stavbno pohištvo je bilo zamenjano, in sicer staro leseno stavbno pohištvo se je zamenjalo z stavbnim pohištvom les aluminij. Pomembno se mu je zdelo ne samo energetska učinkovitost toplotnega ovoja, ampak da v prostore dovedemo tudi čim več svetlobe. Zato smo na južni strani dodali še eno okensko odprtino, ki tudi, kot se je izkazalo kasneje, bistveno pripomore k bivalnemu ugodju v samih prostorih. V mansardi smo kompletno zamenjali oziroma nadomestili toplotno izolacijo, ki obsega 34 cm kamene volne. Ker pa klet ni vključena v toplotni uvoj, je bilo potrebno izolirati tudi strop kleti, in sicer z cirka 18 cm toplotne izolacije v kameni volni. Po prenovi se objekt ogreva na zemeljski plin. Ker smo želeli maksimalno izkoristiti tudi naravne danosti lokacije, smo na južno strešino, se pravi na južno stran strehe, namestili tudi sprejemnike sončne energije, ki so integrirani skupaj z strešnimi okni, in dobitki, ki jih dobimo iz sprejemnikov sončne energije, pokrivajo kar večji del potreb po pripravi tople sanitarne vode za objekt. Pri vsaki celostni prenovi objekta, kjer vgradimo okna po sistemu RAL, pomeni, da hišo zelo močno zatesnimo. To ne nazadnje izkažemo tudi z testom zrakotesnosti. To seveda pomeni, da moramo v objekt dovesti dodaten zrak. Lahko ga dovedemo na naraven način, kar pa v večini primerov ni mogoče, bodisi zato, ker nas ni doma, bodisi zato, ker je veliko število oken, ki bi jih bilo potrebno stalno odpirati. Zaradi tega je v tak objekt po našem mnenju obvezno vgraditi tudi sistem prezračevanja za rekuperacijo. V našem primeru smo vgradili 2 ločena sistema, in sicer manjšega za spodnje stanovanje v visokem pritličju in samostojno enoto za stanovanje v nadstropju in mansardi. Za ukrepe celovite obnove stanovanjske hiše je možno dobiti kredit in ekosubvencije pri ekoskladu. Pogoj seveda je, da so vsi ukrepi izvedeni skladov za pogoji javnega razpisa. Pravi, za pridobitev nepovratnih sredstev ekosklada je kot prvo potrebno izbrati nekega izkušenega projektanta. Ta projektant izdela izračun energetske učinkovitosti stavbe, izračunana po metodi PHPP. Ta energetska učinkovitost mora biti manjša od 25 kWh na kvadratni meter in leto. Potem mora izdelati projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekt za izvedbo. Se pravi, tukaj so vključene načrti arhitekture in vseh inštalacij, ki se vgrajujejo v hišo. Ko se odločimo, da bomo oddali vlogo za ta ukrep, je potrebno poleg teh projektov PGD in PZI priložiti tudi fotografije obstoječe hiše, v kakem stanju je bila pred obnovo, in dokazila o vseh vgrajenih materialih in peči in rekuperatorjev, ki bi bil vgrajen. V sami fazi prenove je potrebno vse te ukrepe dokumentirati. Pomembno je tudi, da obnova poteka pod nadzorom odgovornega nadzornika, ki spremlja izvajalce in jih pravočasno opozarja na razne pomanjkljivosti. Po zaključku prenove na ekosklad pošljemo fotodokumentacijo o prenovi, vse račune in na koncu tudi poročilo o izvedbi testa zrakotesnosti. Rok za zaključek investicije je 2 leti od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratnih sredstev. Višina nepovratne spodbude je odvisna od vrste izolacijskega materiala, ki ga vgradimo, in od neto ogrevalne površine. Višja je subvencija za izolacijske materiale
naravnega izvora, malo nižje pa za materijale sintetičnega izvora. Višina spodbude znaša do 50% investicije oziroma do maksimalno 40 000 evrov. V letu 2012 je investitor za konkretni objekt dobil 15 000 evrov nepovratnih sredstev. V najnovejšem razpisu Ekosklad dodeljuje subvencije v višini do 50% investicije oziroma do maksimalno 40 000 evrov. Podrobnejše informacije o javnem razpisu za celostno obnovo stanovanjske hiše je možno pridobiti na internetni strani www.ekosklad.si oziroma v energetskih pisarnah En Svet. Ali obstaja kaj brezdelno lepšega od počitka na balkonu in vrtu? Če iščete novo pohištvo, ste zagotovo v dilemi, katero je primerno za vaš balkon oziroma vrt. Kateri materiali so najbolj praktični, katero cvetje zasaditi. Odgovore na ta in podobna vprašanja boste izvedeli v naslednjem prispevku. Zunanje ureditve so prostori zabave, sprostitve in druženja, ki pomembno vplivajo na naše počutje. Balkon in teraso te hiše smo opremili z vrtnim pohištvom in zasadili cvetje. Gospa Meta je poskrbela za cvetje, gospod Tomaž mi je svetoval pri izbiri vrtnega pohištva. Vsi izdelki so iz trgovskega centra Obi. Izbrali smo pohištvo iz umetnega ratana v bež barvi z leseno mizico. Tako dvosed kot fotelja sta oblikovana nekoliko retro v popularnem slogu 70 let z lesenimi masivnimi nogicami. Ta kotiček je namenjen klepetu, pitju kavice in druženju s prijatelji. Da bi bil čim bolj udoben in prijeten na pogled, smo ga okrasili z mehkimi blazinami ter odejo, ki prav pride ob večerih, ko se malo ohladi. Na kaj pa moramo biti še posebej pozorni, ko izbiramo vrtno pohištvo? Pri vrtnem pohištvu moramo biti pozorni glede namena oziroma uporabe le-tega. Torej, kolikokrat ga bomo uporabljali, ali to samo za vikend, ali to za druženje, ali to vsakodnevno uporabo. Potem tudi izbiramo kvaliteto materiala. Materiali so pa lahko različni. Lahko so iz umetnega ratana, lahko so lesena, lahko je kombinacija les-kovina ali samo kovinska, stvar okusa. Kaj pa shranjevanje, recimo po zimi, če nimamo recimo dovolj velike garaže ali pa lope za to? Ja, tukaj treba tudi pri nakupu razmišljati toliko naprej, kaj je s shranjevanjem. Vkolikor nimamo prostora, obstajajo tudi pregrinjala za zimsko shranjevanje. Zdaj pomembno pri samem takmu shranjevanju, ki je na odprtem ali pod nadstrešjo, je zelo pomembno, da shranjujemo suhe garniture, da ne pride do kakšnega plesnenja ali torej, gnitja. Potrebno pred shranjevanjem vse posušiti, obrisati, očistiti. Tako. Balkon je ozek in dolg, je pa na njem toliko prostora, da sem tja lahko postavila antracitno siv počivalnik in malo mizico. Ta kotiček je namenjen za umik in sprostitev. Na drugi strani balkona smo postavili dekorativni cvetlični lonec in vanj je gospa Meta zasadila sezonske rastline. Na ta način smo navidezno skrajšali dolg balkon. Gospa Meta, zakaj ste izbrali prav takšne cvetlice za zasaditev balkonskih korit? Balkonska korita sem zasadila s cvetlicami, da malo poživijo temno ostrešje in temno barvo balkona, zato sem izbrala rdečo-belo kombinacijo. Tip rastlin je pa primeren tako za sončne, kakor tudi za senčne balkone. Korita sem zasadila z pelargonijami, ki so povešave in s pokončnimi pelargonijami, zaradi tega, da je pokrit ves balkon oziroma celo korito. V okrasni lonec, ki je nasproti počivalnika, pa sem zasadila barvno primerna tudi pokončne pelargonije in pa verbene, ki se lepo skladajo z barvo pelargonij, s tem, da bojo te verbene čez čas prekrile tudi večji del okrasnega lonca. Kaj pa korita, ki ste jih uporabila na balkonu za zasaditev? So to kakšna posebna korita? Seveda, to so korita z logovnikom. Namen teh korit je, da ni potrebno rastline zalivati vsak dan, ampak jih zalivamo načeloma po potrebi. Seveda, različne rastline potrebujejo različno količino vode
In ta korita so primerna tako za take rastline, ki potrebujejo večjo količino vode, kakor tudi za rastline, ki potrebujejo manjšo količino vode. Ta vodni rezervoar v recimo 60 cm koritu sprejme količino 4 litrov vode. Prednost teh korit je pa tudi v tem, da ni potrebno uporabiti podstavkov, kar je lahko pri navadnih koritih zelo moteče, zaradi tega, ker ti podstavki padajo, se polomijo. Ko smo izbirali rastline za zasaditev, smo veliko razmišljali tudi o barvni usklajenosti. Povejte mi, kakšne rastline vse se pri vas dobijo? V Obiju imamo pestro izbiro različnih rastlin, od balkonskih, grednih, kakor tudi rastlin, ki jih lahko sadimo v večje korita oziroma v večje lonce oziroma tudi na vrtove. V vaši ponudbi je tudi zelo veliko mediteranskih rastlin. Katere so? Od mediteranskih rastlin bi priporočala različne vrste oljk, citrusov, sivke, začimbnic. Kaj pa tale umetno oblikovan iglavec? Seveda imamo v naši ponudbi tudi različne vrste iglavcev, oblikovane v toskanskem slogu. Veliko cvetlic imamo tudi v dekorativnih cvetličnih loncih. Ko smo jih izbirali, smo pazili tudi na barvno usklajenost, da se lepo skladajo tako s fasado kot s vrtnim pohištvom in teraso. Na kaj pa je potrebno biti pozoren, še posebno pozoren, ko izbiramo cvetlična korita? Ko izbiramo cvetlična korita, je treba biti pozoren na to, da se skladajo z okolico, z fasado, z vrtnim pohištvom. Poleg tega moramo biti pozorni tudi na to, da izberemo primerno velikost cvetličnega lonca. Pri izbiri pa je potrebno biti pozoren tudi na to, da korita oziroma lonci niso pretežki, zaradi tega, da jih lahko premikamo. Pri velikih loncih lahko zasadimo tudi tako, da se izognemo temu, da so težki, da jih na dnu napolnimo z lažjim materialom, na vrhu pa z zemljo in potem prekrijemo z okrasnim lubjem. V vsakem žaru pride prav tudi zeliščni vrtiček. Kakšne zelišča ste uporabili? Tukaj sem uporabila rastline oziroma zelišča, ki so primerno za peko na žaru. Od bazilike, timijana, materine dušice. Rožmarin ne smejo pozabiti? Seveda, rožmarin je nepogrešljiv pri peki na žaru. V taka korita oziroma v take lonce pa lahko sadimo tudi zelenjavo, se pravi različne vrste in paradižnikov in paprike, ker se v tem času oziroma v tem obdobju dobijo tudi primerne zelenjavne rastline, ki so primerne prav za saditev v taka korita oziroma cvetlične lonce. Na travniku je prostor za žar in jedilno mizo stoli. Ob mizi je velik zložljiv senčnik, ki je v barvi bele kave, tako da se lepo poda k izbranem vrtnem pohištvu. Ob žaru in jedilni mizi je tudi lep lesen servirni voziček, ki vedno pride prav, saj je na njem dovolj prostora za shranjevanje pijače in pripravljanje hrane. Gospod Tomaž, kakšen žar izbrati? To pa je zimzelena tema, tudi v prihodnje bo. Torej, tukaj so deljena mnenja. Tisti, ki prisegajo na oglje, žar na oglje, bo pristaš ostal oglju. Tisti, ki pa mu je načeloma vseeno, pa pristane tudi na plinski žar. Čeprav tukaj moramo upoštevati dve bistvene stvari. Koliko časa imamo za pripravo oziroma kolikrat uporabljamo določen tip žara. Za oglje verjetno potrebujemo več časa. Ja, definitivno. Za oglje, za pripravo enega kosila moramo računati že 30 do 40 minut prej, zato da oglje oziroma te lesne brikete pripravimo na primerno delovno temperaturo. Za plinski žar pa potrebujemo zgolj 10 minut in je že žar pripravljen. Kaj pa ta žar, ki smo ga izbrala za to vrtno zabavo, kaj je na njem posebnega? No, to je vrtni plinski žar srednje velikosti, primeren za 10 do 12 oseb veliko družbo. Imaš še dodaten plinski gorilnik. Torej lahko kombiniramo? Tako, lahko kombiniramo peko na žaro, kuhanje testenin, krompirja. Za senčenje te jedilne mize sem izbrala zelo velik senčnik v barvi bele kave. Jaz sem na to gledala bolj dekorativno, pa da se bo skladal z vsem izborom, ampak čistko kot strokovnjak me pa zanima, kaj svetujete, kakšna senčila vse so možna oziroma kakšne
Kakšen izbor je? Priznam, zelo dober izbor. Torej, tako kot na temu vidimo, torej poznamo dežnike z stranskim drogom, sredinskim drogom različnih dimenzij, potem poznamo jadra, roloje, markize ali tende in pa paviljone. Pravzaprav zgleda zelo enostavno. Gremo, kupimo senčnik, kupimo žar, ampak v resnici pri tej vsej široki ponudbi, ki jo imamo danes, pa to ni tako enostavno. Res je, ponudba je vsako leto večja, tako senčil, vrtni garnitur kot žarov, zato vljudno vabljeni v obi trgovske centre po Sloveniji, kjer vam bodo naši strokovnjaki radi pomagali. Stroškovnik te ureditve vrta, balkona in terase si lahko gledate na naši spletni strani www.tvambienti.si. Hvala lepa za vašo pozornost. Ne pozabite na nas spet prihodnji teden, ko si bomo ogledali prenovljeno stanovanje, v katerem sta arhitekta združila moči z grafičnim oblikovalcem, kiparjem in kreativnim starinarjem, ter leseno hišo na enem od gričev v Slovenskih Goricah.